Na slovensko avtošportno sezono je vendarle padel zastor. Po vseh izpeljanih dirkah se je s podelitvijo priznanj najuspešnejšim posameznikom odvilo še zadnje dejanje leta. Priložnost torej za spomin na minulo sezono, pogovor o težkih gospodarski situaciji in pogled v najbrž neprevrožnato prihodnost. A v bencinski športi se tegobe o podpiranju šampanjca ponavadi pozabijo. No, priložnost za to se je letos ponovno ponujala v ljubljanski festivalni dvorani, kjer je potekala zaključna podelitev Krovne zveze za avtošport. Vsaj kar se naslova državnega prvaka tiče, v reliju letos ni bilo dvoma. 5 zaporednih zmag Tomaža Kavčiča je Mariborčani prinesel drugi zaporedni naslov. Iz zmaga nazaj na reliju v Postojni je bila za Darka Perhana le obličen naslov podprvaka. Bolj od boja za prvo so bili letos zanimivi obračuni za preostali mesti na stopničkah. Tam so se poleg Perhana izmenjevali še Mite Klemenčič, Miha Richter, Tomi Cilašek in Sašo Vusić. No, Perhan upal na 5. naslov državnega prvaka vseeno noče zavreči. Glede na to, da je za nami eno leto testiran, pa preizkušan, pa ukvarjanja z marsičem, mislim, da se bo naslednje leto poizkusili ponovno v borbi za 5. naslov. Mislim, da sicer je tukaj spet en če. Danes lahko rečem, da je že 99%, da bo nov avto. Žal ne vem še kater, ampak bo nov. Letošnja sezona je minila lepo, dosto v redu, imeli smo eno probleme z motorjem, ker se je v bistvu malo vzeli na začetku sezone. Pa se konec zadnji del sezone bil kar v redu, smo se nekako jeli, tako da žal nam je pač tiste minilo v Mariboru, ker pa mogoče se skupaj malo takrat zgledali. Drugače pa se mi zdi sezona kar v redu, tudi z organizacijo dirk, je bilo kar v redu, lepe dirke so bile, tako da cela sezona mi je bila kar všeč. Eden vrhuncev državnega prvenstva je bil obračun v diviziji 2. Na eni strani brezkompromisna vožnja vselej napadalnega Marka Kavčiča, ki je imel protiutež v rutiniranih vožnjah Slavka Komela. Kavčič je bil na progi nekoliko hitrejši od Komela, ki pa je bil zanesljivejši. Ob koncu sezone so v njunem dvoboju odločile malenkosti. Na koncu je izkazalo, da je ravno njegova konstantnost prišla v ospredje in pred zadnjim reljem sicer sem vodil jaz in ne vem, jaz sem računal na druga tekmica, no, da sem oboril za prvo mesto, ne s Komelom. Pač to drugo mesto ni to slab rezultat, glede na to, da se borim v moji diviziji samo bistveno mlajšimi tekmovalci. Nekako borba je bila čez celo leto. Mislim, da razlika med mano in mladimi tekmovalci je v tem, da one več riskirajo, jaz malo manj riskiram. V diviziji 3 je bil Alex Humar brez prave konkurence. Borut Bratena in Uroš Petrič sta dosegla posamične odlične čase, a Humarju je v malem Citroenu C2 vselej uspelo narediti še korak več. Izkušeni Idrijčan je bil vse do konca zelo v igri za 3. mesto v skupni razvrstitvi. V diviziji 3 je slavil na 5 relijih. Neč letošnja sezona, tistih prvih 5 delk, ker smo pač šli na to, da bomo osvojili naslov prvaka, je šlo brez problema. Pol zadnja delka je bila tudi prilika za 3. mesto za državno, tam smo malo bolj pritisnili. Pa se je pač tudi malo poznalo, ker cela sezona smo se vozili brez rezerva, na konc, ker pa bilo treba osvojiti tisto 3. mesto, smo pa malo nadelali 2-3 napake, ko je bil Huma in pač ta zadnja delka nisem bil najbolj zadovoljen dobro, pa kar se našega prvenstva slovenskega tiče je bilo redo, ne. Na nekaterih relijih državnega prvenstva je kar polovico vseh nastopajočih predstavljala divizija 1. Tam je naslov prvaka uspešno branil Miha Prek. V prvem delu sezone so navduševali njegove dvoboje z Martinom Štucinom, a v zaključku leta je Vrhničan le še odbranil svojo prednost. Medtem ko je v pokalu Jugo na večini relijev prevladoval Andrej Velika Vrh, je po 2 njegovih odstopih naslov prvaka slavil Andrej Brak. Samo Valant in Milan Bubnič sta bila glavno junaka gorsko-hitrostnih dirk, kjer so bile razlike menil minimalne. Predvsem v prvem delu sezone so bili razpeti dirk podobnim pravim športnim kriminalkam, a Valant je uspel obdržati rahlo prednost pred Bubničem. Prvih mest so se po ostalih divizijah veselili še Aleš Prek, Vasja Miklavčič, Slavko Zorman, Marjeto Nalon in Matevž Boh.
Jaz mislim, da je letos odločila res prav vsaka malenkost, tako tehnična priprava avtomobilov, jaz celo mislim, da tudi fizična priprava samih voznikov, kajti zopet smo se na nekaterih dirkah vozili v manj kot sekundnem razmiku. Treba je bilo zelo dobro vsako dirko naštudirati, tako gume kot tudi vzmetenje, ogromno trenirati. Je pa res, da morda tudi na roko mi je letos šlo to, da je bilo kar nekaj dežja ali pa nekaj takih tistih dirk, ko so bile malo mokre, malo suhe in tukaj se mogoče tudi največje tiste razlike naredil in pa seveda tudi najmanj tehničnih problemov, tako da se je sezona z vsem znanjem, z vso srečo končala srečno, tako kot se je za naslovom prvaka. Glavni junak večera prvakov je bil ponovno Tomaž Kavčič, slovenski in hrvaški državni prvak v reliju, ki mu je krovna zveza za avtošport podelila naziv avtomobilista leta. Naslov avtomobilista leta, ki sem ga osvojil letos že drugi zapored, mi je še bolj pomembno kot lanski, zato ker pomeni kontinuiteto v doseganju dobrih rezultatov. Zdaj je naša ekipa v fazi, ko smo že osvojili kar nekaj naslovov državnega prvaka, ampak da bi se v finančnem smislu ali pa v medijskem smislu kaj korenito spremenilo, se mi ne zdi. S težkim srcem sicer se odpovedujem temu, ampak mislim, da realnih osnov ni, ker sploh potem, ko že v vsakih poročilih polovico časa se vzame finančna kriza, da bi si ob tem obetal dvakratno povečanje svojega budžeta, se mi zdi nerealno. Naslov prvaka, osvojiti naslov prvaka je pač splet mnogih dejavnikov in nam je leto šlo vse po maslu in nihče ne garantira, da bo drugo leto tehnika zdržala, da mogoče ne bom kakšen dan razpoložen, da mogoče ne bo Peter kakšen dan razpoložen, da ne bo mogoče Bog ne daje, da bi kdo zbolel ali kaj podobnega. Vsekakor motiva za nastopanje je dovolj in vsake dirke se bomo lotili enako zavzeto kot do zdaj. Prihodnost slovenskega avtošporta je torej podobno na pol praznemu ali na pol polnemu kozarcu vina. Na eni strani težka gospodarska situacija, na drugi pa organizatorji in dirkači, ki še niso skupili volje do dela. Predvsem tiste dražje projekte bo prihodnje leto vseeno težko izpeljati. Za drugo leto nobenega plana, mene je zelo strah to gospodarsko stanje, ki se dogaja na svetu, ki počasi prihaja v Slovenijo. Časa in pa denarja bo vse manj, tako da odločitve bo padale v mesecu januarju, vendar pa težko o tem govorim, mislim pa, da ne bo sezona 2009 enostavna. Ambicije za drugo sezono so, zanimajo me predvsem lokalna tekmovanja v Italiji, če bo do njihove realizacije prišlo, je pa druga stvar. V bistvu za drug let, če nisem imel kakšnih konkretnih cajta razmišljati, kaj bom drug let, verjetno bo vse ostalo isto. Sicer so neki formalni razgovori, ko vprašanje, kaj bo z tega ratalo, ampak načeloma mislim, da bo vse isto. Tudi sem se odločil, da raje ostanem v nekem preizkušenem materialu, ki pa se izkaže, da si prvi z novimi stvarmi ni najbolj. Če bom pelal dolgo leto, boje kakšne velikostne spremembe, če ne pa zna videti, tudi nič ne bom pelal dolgo leto. Tako da zaenkrat nisem še nič razmišljal, ampak je nekaj stvari za urediti, tudi malo v moje glav, da se te stvari resno loti, malo velike, da zdaj še ali pa mogoče do na sezona pa dahati. Za naslednje leto poizkušal brati sponzorje, da bi se vrnil nazaj na gorske dirke s kakšnim hudim bolidom. Odgovori na vsa vprašanja bodo padli najkasneje na prvi dirki, ki bo potekala v začetku aprila v Avstriji iz večera prvakov za Avtomanija TV DRB.